Naslednja bo informacija Joga, ki so delovna doktorica socioloških znanosti, zasluženi profesor na Univerzi v Ljubljani, začetna profesorica, tako reči. Profesorica, ki še nisem škola spremenila in lahko že ne bo. Zaslužena, ja. Na Fakulteti za družbene vede in zelo veliko ste napisali, pregovorili in točno o tem, kar se jaz naredil tako napako. To ni nič tako dobro, ampak vse je malo, kar drži mogoče tisto, kar pa je res zares na svojem mestu. Tako da hvala za vaše besede, ki bodo spregovorili, pa za vaše delo. Torej, hvala za povabilo. Najprej sem zelo vesela, da je gospa Nina Majerkov najprej spregovorila in samo da nadaljujem, bom potem prešla na svojo temo, bi v zvezi z Auschwitzom povedala nekaj. Ko je moja hči, ki bo drugo leto stara 50 let, bila s 16 leti v Auschwitzu skupaj s čikolskimi harcerji, torej z naborniki, in ko je videla na lastne oči, kaj se je v Auschwitzu dogajalo, tudi z otroki, je po prihodu domov ena od prvih besed oziroma stavkov, ki jih je povedala, rekla: mama, zdaj pa razumem, zakaj si nam ti toliko govorila o vojni. Torej, en sam obisk je pravzaprav naredil več, kot recimo moja dolgoletna pripovedovanja o vojni. Da sem pa govorila o vojni, sem pa pravzaprav bila nekako obremenjena in sem obremenjena vseživljenjsko s tem, ker sem se rodila v nemškem taborišču, sicer ne koncentracijskem, ampak predstopni, to so bila tako imenovana Arbeitswangslagerji, torej prisilna delovna taborišča, ki so bila za eno stopnjo blažja, vsak prekršek se je pa tam kaznoval z odhodom v koncentracijsko taborišče in takih izkušenj je bilo precej. Torej, to je samo toliko za uvod in upravičenost in hvaležnost gospe Nini, da pravzaprav gre po tej poti ozaveščanja javnosti prek tega projekta. Takšno izkušnjo, kot jo je moja hči imela, mi je potrdilo še nekaj staršev, ki so podobni, katerih otroci so doživeli nekaj podobnega. No in zato ni naključje, da se pravzaprav boj za mir ali pa prizadevanje za mir pravzaprav resnično lahko začenjajo pravzaprav v vsakem okolju s tem najprej, da se spoznajo resnične grozote, ki so jih bili deležni predniki in prednice. No, zdaj v svojem prispevku bom pa spregovorila pravzaprav o treh vidikih. Začela bom s tem, da je torej za sedanje mlade generacije, kjerkoli po svetu, izjemno pomembno, da se spoznavajo z grozotami, kar sem že omenila, in konkretno v Sloveniji in v Evropi imamo pravzaprav zelo veliko negativnih ali pa težkih izkušenj, predvsem z obdobjem, ki ga, lahko bi rekli, simbolno pokriva obstoj Auschwitza. Torej, z obdobjem druge svetovne vojne, dva stavka samo, torej v času druge svetovne vojne je pravzaprav šlo za to, ali bo slovenska narodna skupnost sploh obstala ali ne, ali pa v zelo kratkem času, kar so bili zelo natančni načrti, v bistvu popolnoma delno germanizirana tukaj, na tem teritoriju, ki ga že pravzaprav stoletja zauzemajo, ali pa, kako je bila usoda mojih staršev, z direktnim izgonom iz območja, zato da bi se utrdilo nemško odločje. To so konkretne izkušnje. In konkretne potrebe, da se, kot je omenila gospa iz publike, zavemo, da se lahko take stvari, ker se dogajajo na različnih koncih, končno pomenijo v takšni ali drugačni obliki tudi tukaj. Torej, katera so pravzaprav tista okolja, ki so pomembna za to, da se privzgaja ta
potreba v posamezniku, da vsak po svoje si prizadeva, da se grozodejstva ne bi dogajala. Na kratko, najprej brez dvoma družinsko okolje. Torej, družinsko okolje je prvo, v katerem se oblikujejo ključne osebnostne lastnosti, ampak to ob celostnem vplivu, ne samo ob besedah in ob pridigah, če tako pod narekovajem rečem, ampak gre za celovite odnose odraslih do otrok. Gre za besede, za govor, gre za različne kretnje, gre za izražanje čustev, gre za reakcije recimo na spraševanje otrok. Zelo pomembno vlogo igrajo praktični ukrepi in posegi zlasti ob razreševanju napetosti in nasproti konfliktov v sami družinski skupnosti. Mislim najprej na konflikte med vrstniki, kolikor gre za več otrok oziroma med sorojenci, no in tudi za konflikte med starši in otroki in med samimi starši. Torej, ne glede na to, kje se napetosti in konflikti pojavljajo, je bistvena razlika, ali se te napetosti razrešujejo nasilno, z utišanjem pogosto šibkejše strani, ali pa umirjeno z dialogom, s pogovorom, vendar na zelo jasnih načelih pravičnosti in upoštevanja neenake moči. Otrok ni v enaki poziciji moči, kot je starš ali pa starejši sorojenec. Torej, nikakor ni sprejemljivo to, kar se je pogosto v preteklosti dogajalo, da bi se poskusilo ustvariti ravnotežje med storilcem nekega slabega dejanja, nekega zlega dejanja in žrtvijo. Torej, uravnoteževanje, ki se je pogosto kazalo tudi v zapovedih. Ne smeš tožiti tistega, ki ti je kaj storil, zato ker potem bosta oba petena. Zakaj pa tožiti? To se je povezovalo z zelo razširjenim pregovorom, da pametni popusti. To je bila v bistvu neke vrste moralna tolažba za tistega, ki je moral popustiti ne zaradi toliko svojega razuma, ravno nasprotno, ker je bil razumen, je želel, da bi se stvar razčistila, ampak zato, ker je bil šibkejši. Skratka, zelo pomembno je, kakšni so temelji, na katerih poteka to umirjeno razreševanje napetosti. Napetosti pa so pravzaprav večna spremljevalka na vseh nivojih. Ob tem pravzaprav gre tudi za to, da samo na zavračanju uravnoteženja, torej oba sta kriva, storilci in žrtve, recimo pri nekem dejanju, da se samo z zavračanjem uravnoteženja pravzaprav v bistvu zavrača tudi poustvarjanje, reproduciranje pravic močnejšega, ki pa pogosto postajajo samoumevne. To je tista, recimo, normalizacija v bistvu tega, da lahko močan stori, kar hoče. Mislim, tukaj ne gre samo za ta mikrodružinski nivo, ampak gre pravzaprav tudi za svetovni globalni nivo, o čemer bomo še govorili, pa je bil že tudi govor. Zelo pomembno je, da se ob tem pravzaprav, ko se razrešujejo neke napetosti, privzgaja občutljivost za vse vrste nasilja in način reakcije na to. No, zelo pomembno je vzorništvo, torej zgledi vlečejo, to je že zelo znan star pregovor, ne? In kakor od otrok v odraščanju vidi, da se obnašajo recimo tisti, ki so pravzaprav nosilci moči, neposredno lahko se s tem identificira, da to sprejme, lahko pa je pa druga varianta, to tudi zavrača sam z negativno identifikacijo, s tem, da sklene, in takih primerov ni malo, jaz pa ne bom nikoli takšen ali takšna. Torej, zdaj, če preidem na drug nivo iz družinskega na raven širših skupnosti, torej, pri vzgajanju vzorcev mirnega sožitja in spoštovanja drugega
ter razreševanje konfliktov poteka pravzaprav po istih osnovnih načelih, tudi v vrstniški skupini, v vrtcu in kasneje v razredu, v šoli in tudi na širših ravneh. V teh okoljih se še poveča število vpletenih, zato je še toliko bolj pomembno, da so ključne vzgojne usmeritve, nedvoumni cilji in njim prilagojena sredstva, torej, da poteka tudi nadzor, kar je zelo pomembno, nad uresničevanjem ciljev v vsakodnevni dejavnosti. Primer samo, ko je bila moja vnukinja v osnovni šoli, konc 90-ih let je bilo eno grdo nasilje, ki se je zgodilo v eni od ljubljanskih šol in namesto, da bi se pravzaprav ob tem začelo ozaveščanje in se je preprosto pod momentu, kot se reče, pod preprogo. Mislim, to ni način. Nasilje je, o nasilju je treba spregovoriti, kjerkoli se pojavlja in kadarkoli se pojavlja. Drug primer, ko sta pa moja dva otroka hodila v osnovno šolo, eno drugo osnovno šolo v centru Ljubljane, pa je bilo, kot nam je na ljubiteljskem sestanku povedala razredničarka, je bil tak primer. Dva učenca sta se pretepala na hodniku, tu sta stali dve učiteljici in kot da se nič ne dogaja. Na srečo, bil je zelo dober ravnatelj, je z ene strani hodnika prihajal ravnatelj in opazoval, kaj se dogaja. In ko je prišel do učiteljic, je vprašal, kako, a ne vidite, kaj se dogaja? Na kar sta mu odgovorili, saj niso moji otroci, torej iz mojega razreda. Ravnatelj jima je dal za celotno pedagoško kariero zelo jasen nauk. Rekel jima je, ni važno, ali so iz tvojega ali iz tvojega razreda, to so naši otroci. Kdorkoli uči na tej šoli, je odgovoren, da se ne bo nasilje dogajalo. In to je pa popolnoma drug primer. Tak primer je pa rodil, lahko rečemo, mnogostranske plodove. Zaradi tega, ker vsaka od teh učiteljic je imela vsako leto najmanj 20 do 30, torej približno, okoli 25 otrok in teh 25 otrok naprej deluje in živi in tako naprej. Skratka, primeri v praksi so lahko zelo različni. Od ključne ali pa vodilne, odgovorne osebe pa je odvisno, kako se razrešujejo. To je samo vmes bil primer. Torej, za medčloveške odnose v razredu in v vsej šolski skupnosti, torej posebej odgovorno učno osebje, ki na različne načine pri pouku vnaša po eni strani ustrezne vsebine, po drugi strani pa hkrati neposredno razrešuje napetosti med učenci. No, primer vizualnih pripomočkov, enega sem prej pokazala, je pa še vrsta pripomočkov, o kateri bom pozneje spregovorila. Ko 5 minut predno mi bo čas potekal, me prosim opozorite, če pa sem že na tem, mi pa rečete zdaj, da ne bi preveč dolgo govorila. Ena stvar je pa zelo pomembna, učinkovitost tega šolskega vzgojnega dela je odvisna od celote notranjih prizadevanj, kot sem malo že omenila, in od zunanjih okoliščin. Pogosto pozabljamo na to in pri določanju pristojnosti in odgovornosti staršem in pri pristojnostih in odgovornostih šola, da vse te družbene skupine delujejo v širšem okolju, ki ga v veliki meri obvladujejo njim pogosto za njih neobvladljivi mediji ali pa določilnice, determinante. Zelo pomembno je, kakšna je celotna, recimo, državna politika, kot najbolj kot krovna, da ne rečem svetovna, ker smo se že dotikali. Potem, kakšni in kako delujejo mediji, občila. Občila so izjemno pomembna v vseh oblikah, od tiskanih in zlasti v novejšem času do različnih digitalnih nosilcev sporočil. Socialna omrežja v zvezi s tem lahko delujejo popolnoma nasprotno od tistega, kar so deklarirani cilji, recimo, neke skupnosti. In ravno v četrtek je bil na Fakulteti za družbene vede zelo velik posvet o tem,
kako se ubraniti nasilju, ki poteka na spletu in ki zadeva predvsem ženske in deklice. Torej, gre za to, da se načini spodbujanja nasilja, razširjanja vzorcev nasilniškega obnašanja zelo povečujejo in da ob tem pa zaenkrat se ne ustvarja ustrezen nadzor oziroma niso ustrezno nadzirani in tako je ta vrzel med možnostjo širjenja in možnostjo nadzora pravzaprav zelo velika. In tukaj se pa pojavlja to, kar je pa prej gospa Nina tudi opozarjala, da se različni negativni predsodki in stereotipi, ki so veljali kot samoumevni, recimo ravno v odnosu do žensk ali pa do drugih etničnih skupnosti, do drugih rasnih in naprej, tam pojavljajo in lahko delujejo. Torej, začetki ozaveščanja, kaj je potrebno tudi tu in kaj je možno storiti, so že in v tem desetletju in verjetno se bodo še naprej razvijali. Torej, za mir oziroma za mirno sožitje lahko delujejo pa mogoče ob vseh teh možnostih digitaliziranega družbenega komuniciranja, najrazličnejša kulturna, športna, društva in tako naprej, recimo taborniki, podmladki in tako. Imam še 5 minut. Grem na 3. nivo, torej v okviru, to čisto slovensko, v okviru slovenske države. Je v sodobnosti izhodišče za medčloveške odnose spoštovanja človekovega dostojanstva, ki ga zagotavlja uresničevanje človekovih pravic v okviru predvsem aktivnega državljanstva. No, jaz ne bom mogla vsega povedati, ampak samo na kratko, ker bo verjetno o tem tudi kaj gospa Kogovšek spregovorila. Torej, cela vrsta je obvezujočih dokumentov, tako na ravni Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope in Evropske unije, ter tudi slovenskih normativnih aktov, ki pravzaprav določajo, kaj bi bilo treba storiti. Torej, skrb držav članic Organizacije združenih narodov za varovanje človekovega dostojanstva na splošni ravni, recimo, deluje mednarodna listina človekovih pravic, ki je poleg splošne deklaracije o človekovih pravicah sestavljata še 2 mednarodna pakta o državljanskih in političnih pravicah, ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Vse te stvari ne bom šla, ampak bom samo povedala, da leta 2010 pravzaprav pripravila konkreten predlog za Ministrstvo za znanost, šolstvo in izobraževanje in šport, v katerem sem utemeljevala potrebo, da se v konkretnih primerih v Sloveniji pravzaprav vzgoja za mir in mirno sodelovanje opre na to, da se ravno v teku pouka pri različnih primernih predmetih, kada gre za prenos vsebine, učenci in učenke lahko spoznavajo z grozovitostmi ravno na slovenski populaciji v 20. stoletju. In sicer je, zdaj zelo gre za to, da je v izobraževanju potrebno zagotoviti, glede na to, da se zelo zmanjšuje vednost o tem, kaj se je v resnici dogajalo, ali pa in se tudi povečuje zelo sprevrnjena podoba po principu uravnoteževanja, ki sem ga prej omenjala, in to uravnoteževanje, lahko bi rekla, na nacionalni ravni, kjer se storilci enačijo s žrtvami in potem pravzaprav se popolnoma izbriše možnost oblikovanja ene pokončne moralne drže. No in zato v izobraževanju je potrebno zagotoviti, da se bodo mladi na vseh stopnjah seznanjali z dejanji, torej predvsem pomen narodno-osvobodilnega boja, ki so sledila vrednoti svobode v kritičnem času druge svetovne vojne in vključevala vse tiste vrednote, ki so povezane s spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka, torej vrednota enakosti, varnosti, sodelovanja, domoljubnosti, solidarnosti, tovarištva, skromnosti in tako dalje. Več o tem bomo še danes govorili. In kako se bi to dosegalo?
recimo primerni predmeti slovenska družba, zgodovina, državljanska vzgoja in etika. In tukaj se da z različnimi ekskurzijami, recimo v tiste kraje, ki so zaznamovani z grozodejstvi, marsikaj doseči. Auschwitz je bil že omenjen. Imamo še celo vrsto drugih krajev, v tujini kot doma, recimo Dachau, Buchenwald, Rižarna, zelo blizu, potem recimo Ljubelj, Rab, Gonas, v Brestanici, kjer so se slovenski izgnanci zbirali pred izgonom v Nemčijo, Frankolovo, obešeni talci, gramozna jama v Ljubljani, Ustje, Požig cele vasi in tako naprej. Skratka, celo vrsto takih primerov imamo, kam se lahko učenci in učenke usmerijo ali pa, mislim, v določeni starosti, seveda, to je samo umevno, zato, da se na licu mesta pravzaprav spoznajo z grozodejstvi in da se ozavestijo, kako bi drugače bilo potrebno delovati. Ne? Torej, je še pa en drug projekt, ki sem ga že enkrat imela, in sicer Kamenček piramide za Vinka in Jakca, bil je v centru obšolskih dejavnosti pred leti sprejet kot ena od možnosti tudi spodbujanja otroških oziroma dejavnosti učencev k temu, da bi spoštovali torej, vse, kar je povezano z zavračanjem teh nasilnosti v vseh oblikah in z prizadevanji za mirno sožitje. Torej, zdaj, ker je moj čas potekal, jaz ne bi mogla več nič povedati edino z dvema stavkoma, zakaj gre pri tem projektu, ki bi bil primeren za otroke oziroma šolarje v 8. in 9. razredu. Gre za to, da se tam, kjer sta dva otroka v času, ko so na množično izganjali ljudi na Rab, sta dva otroka pobegnila iz transporta, se pridružila eni partizanski enoti v območju Kočevske peto in potem, ko se je bila pa ta enota izdana in napadena, je bil pa najprej en otrok zaklan, potem še drugi, potem tudi drugi partizanski borci in tako naprej. No in kasneje, po osvoboditvi, so otroci prinašali kamenčke na grob, kjer sta ta dva otroka, stara 9 in 12 let, bila ubita in potem pokopana in tako se je v teku let ustvarila piramida. No in piramida je pa nastala iz kamenčkov, ki so jih šolarji prinašali vsak iz svojega kraja in tako je zdaj ena zelo lepa piramidica tam. No in meni se je zdelo, da je tak spominski znak primeren za to, da se poskušajo tudi otroci nekako vživeti v tisto dogajanje in da en svoj aktivni odnos do prizadevanj za mir pokažejo s tem, da en majhni kamenček, recimo ta preživljen, ta konkretni projekt, čaka na Zavodu za šolstvo, kako bo vodstvo reagiralo, ena pristojna oseba za neposredno vsebino, mislim, na tem je že zelo zadovoljna, ampak ne vem pa, kako bo sedaj. Ne? Jaz se vam zahvaljujem, nekaj stvari sem bolj na hitro obrala, zato ker je čas zelo omejen, sem pa na razpolago, če bo kakršno vprašanje, komentar ali kako drugega. Hvala za pozornost. Nekaj prosil za kakšno vprašanje. Poljogan, to me je napeljalo to, kar je dr. Joganova povedala na to, da se morda še premalo izpostavlja vzgoja in izobraževanje uporabe pozitivne diskriminacije. Namreč, to je pravzaprav moč močnega. Odstopi del svoje moči nekomu, ki je nima. Se popolnoma strinjam. Zaradi tega, ker je pa odvisno od tega, ali je tista kritična masa, recimo pri prizadetih, zadostna, da nekako posredno prisili
da se ustvari pozitivna diskriminacija. Ne? Torej, pozitivna diskriminacija pomeni, da se da določene pravice, ki jih iz siceršnjega položaja prizadetih ne bi bilo. Ne? Tako. Torej, da se gre za najrazličnejše dimenzije, ali gre za spolno razliko, ali gre za rasno, recimo, kar je aktualno in bo, ali gre za versko, kjerkoli se pojavi. Ne? Je pa povezano to s strpnostjo, ne? In dopuščanjem torej drugačnosti. Seveda je pa spet tukaj potrebno se zavedati, da recimo absolutiziranje strpnosti pa lahko privede do nasprotnih učinkov. Ne? Zanimivo je, da recimo ta pisateljica romana Odpadnica na to opozarja iz lastnih izkušenj, kaj pomeni strpnost recimo do skrajno žensko sovražnih praks, ne mimo obrezovanja in tako naprej, ne? Ker je izjemno negativni učinek potem na prizadeti populaciji. Strpnost do negativnosti, pa strpnost do normalnosti. Do tega, kar se definira kot... To ni normalno, to je eksces, ne moreš pa ekscesu biti. Ampak pazite, na take vrste strpnosti, se pravi, absolutiziranje, se tudi nekateri sklicujejo, pa nekateri se celo na človekove pravice sklicujejo, kadar pobijajo, ne? Recimo druge in tako naprej. Hvala, mislim, zelo pomembno. Je še... Zakaj pa po vašem mnenju prihaja tak fejs do enačenja žrtve pa storilca? Torej tako, do enačenja prihaja zaradi tega, da se pravzaprav zakrije, lahko bi rekli, pogosto namerno zlo dejanje. Da se zakrije, to je pa v interesu tistega, ki je to storil, pa bodi si, da gre za posameznika, bodi si, da gre za državo. Recimo, primer. Na eni konferenci sem morala odkrito reči, da niso jugoslovanska letala bombardirala Berlina, ampak da je bilo nasprotno. Da je, torej, zato, da bi z enim stavkom opozorila na razliko med storilcem in žrtvijo. Ker nekateri se opirajo na razlago, da pri vsakem dejanju sta potrebna dva. Seveda sta potrebna dva. Se brez drugega ne bi mogel, brez nekoga, ki si ga nekdo izbere za žrtvo, ga ne bi mogel ubiti ali pa posiliti in tako naprej. Ne? Dva sta potrebna. Bistveno je, v kakšnem položaju sta ta dva. Se ponovno podarjam, ali kot posameznika, ali kot država. In bistveno je tudi, kakšno pozicijo, recimo, če gremo na posamezno osebnost, kakšno pozicijo ima v neki skupnosti posameznik. Ne? Ker eno je, recimo, če ti razpolagaš, da lahko nasilje, kakršnokoli nasilje, izvajaš nad, recimo, milijoni ljudi, drugo pa je, če ti si v tem milijonu in če nimaš druge možnosti, kot, recimo, težiti po miru, prositi za mir, moliti za mir, istočasno pa nisi dovolj organiziran, recimo, da bi se lahko uprl. Problem, recimo, uravnoteževanja je izjemno aktualen v sodobnem svetu in sploh zlasti po sodobni Evropi. Zaradi tega, ker se poskušajo na vse načine pravzaprav brisati razlike in tudi vzročno-posledično zaporedje. Na primer, recimo Dresdna, ne? Vsak človek, ali pa Hirošime, obsojamo tako naprej, kar se je zgodilo. Ampak koliko Dresdnov je bilo pred samim Dresdnom? Koliko žrtev je bilo pred samo Hirošimo? Ob tem, ko sem popolnoma, kako bi rekla, proti vsem civilnim žrtvam in vsem tem, ne samo civilnim, tudi vojaškim. Vedno, kako bi rekla, se za tem uravnoteževanjem skriva v bistvu potreba nekdanjih storilcev in sedanjih močnih, da se bi lahko stvari reproducirale. Mogoče še to, ker smo omenjali koncentracijska taborišča. Koncentracijska taborišča niso izum druge svetovne vojne. Koncentracijska taborišča so izum kolonistov evropskih v koncu 19. stoletja, pa že tudi prej, predvsem po koncu 19. stoletja, kaj so delali recimo z plemeni ali pa z ljudstvi v posameznih delih, recimo v Afriki in naprej. Tam so se pojavljala koncentracijska taborišča. Evropa je pravzaprav
In močni so v Evropi, v Nemčiji, zlasti prevzeli prakso, ker je bila vzorci praktičnega delovanja so bili že izoblikovani. Samo, da so bili zunaj meja Evrope in tudi zunaj medijskega delovanja. Ni bilo zaželeno, nasprotno, prepovedano je bilo spregovoriti o takih stvareh in javnost seznanjati. To skratka, hudodelstva so ostajala nevidna. In če so nevidna, potem jasno, ljudje živijo v utvari, da je krasno, da je vse mirno. Podobno recimo tudi sedaj, marsičesa mediji ne povedo, kar se dogaja. Ne povedo. In to zelo natančno vedo, zakaj ne povedo, ker njihovi lastniki ne povedo. Hvala lepa. Jaz bi se vam rada zahvalila za to res lepo izlaganje in napotke, ki ste jih dali v zvezi z programi za šole, kar se mi zdi, da je več kot nujno. Ampak mogoče se tukaj ne bi smelo pozabiti tudi na to, da se, ko se mlade sooča s tem, kaj se je dogajalo, pa kaj se trenutno še vedno dogaja, se ustaviti in vprašati, kako se z nasiljem spoprijeti, kako se na njega odzvati. Kaj je tisto, kar mi še vedno ravnamo oko za oko, zob za zob. In še vedno je to v naravi človeka, da se tako odzove. Začne se pa pri osnovnih konfliktih v šoli, ni treba, da gremo na vojne. Tako da mogoče se posvetiti bolj tudi na kulturo odzivanja na nasilje ali pa na konflikt. Hvala lepa, jaz sem samo v enem stavku omenila problem, odzivanja reakcije na nasilje. Upam, da bojo še drugi več kaj povedali. Je pa to nujno, to je tisto, kar pravzaprav ostane za naprej, za delovanje naprej. Še nekdo je roko dvigal, zdaj, če je še čas, ne vem. Jaz sem pa kasneje dodal. Sem končala, ne?